Gledate oddajo Klepet ob kavi. Verjetno ste že slišali, da sta korenje in vid zelo povezana, lahko temu tako rečemo. Zdaj včasih so seveda govorili, da pravzaprav brez korenja bi zelo slabše videli. In mi smo rekli, pišu, kaj je to mit, ali sta imela ti pa mami prav. Ja, nekaj resnice je na tem, namreč korenje vsebuje veliko vitamina A in pa beta karoten, kar pomeni, ki skupaj torej k zdravju prispevata k našim učkom. Tudi Jasmina se seveda s tem že strinja. Luteina, ja, tako je. Tako, poleg tega pa pravzaprav izvira ta mit, če lahko temu tako rečemo, iz druge svetovne vojne. Takrat so letalci, ki so ponoči leteli in zasledovali sovražnika, bili prepričani, da vidijo veliko bolje kot torej vsi ostali, ravno zaradi tega, ker so uživali velike količine korenja, ki je bila pravzaprav ena izmed redkih sestavin, ena izmed redke hrane, ki je bila na voljo vedno. Tako da, če je temu kaj resnice, bomo seveda vprašali tudi našo Jasmino, ki bo povedala več o tem. Moram pa še povedati, da lahko izvajate tudi različne vaje za oči. Več si lahko pogledate na naši spletni strani klepetobkavi.si. Marija Ana Kolman je namreč o tem prav povedala celoten postopek in če boste pridno vadili, bojda lahko si popravite vašo dioptrijo tudi vse do -3, tako da to so res kar zelo taka resne v bistvu fajn številke, ja? Fajn številke, o katerih se malo zamislimo in lahko rečemo, da moramo nekaj takega poskusiti. Jasmina, zdaj pa seveda tudi ti lepo pozdravljena. Hvala. Torej, kaj bova midve danes pripravili, oziroma kaj boš pokazala našim gledalcem? Dobro, tema je korenje, kakor smo že prej videli. Zdaj, a se kaj pol bolj vidi, recimo, če avion voziš, ne vem, ker nisem še nikoli aviona vozila, moram priznati, v vojni tudi še nikoli nisem bila. Ampak dobro, na splošno korenje mi je pa ena od zelenav, v bistvu, ki mi je zelo všeč na sladko in na slano. Pripravljam na vse možne načine. Mi imamo danes tukaj samo dve stvari sicer. Bomo imeli korenčko dog, kot hot dog, ampak bo korenje noter v bistvu. Pa korenčkova torta, ki je pa tudi tako pripravljena. Tole ni brezglutensko, ker so pač kupljene tele bagetke. Doma jih verjetno pripraviš sama, ne? Ja, doma jih pečem sama. Sam zdaj je bilo pa malo bolj divje vse skupaj, sem imela še neke delavnice ta vikend, tako da pač je zelo, ja. Korenčkova torta je pa narejena pa z ajdovo moko, pa še jabolki, tako da je zelo sočna torta. Rab kar mačken dlj cajt peke, recimo ta mali konc torte v bistvu se je pekel 50 minut nekje. Potem pa je prelit s sojinim jogurtom, enega pa če zelo preferiram, vsi, ne vem, po mojem, da jih povedati ne smem, ampak je pa v zelen pakom, pa je ful dober. Jasmina, če kar pričeva torej s temle korenčkovim dogom, kako se lotimo priprave? Zdaj, teh zadev, mislim, receptov o korenčku dogu je na spletu kar nekaj, v bistvu. Jaz, ko sem to prvič videla, sem bila strašno navdušena. Prijateljica mi je rekla, da njen sin ne je korenja in da korenja ne bo spravil po grlu nikdar. No, veliko otrok je takih, ne? Nikdar, pač, ne? No in pa smo se enkrat hecali, kaj pa se če je korenčko dog, tako da več vrst priprav je, jaz delam zelo po slovenski, pa zelo po kmečki, v bistvu, ne. To imamo radi, ja. Mariniran korenje, zarežem, zdaj, odvisno, ko imam velike te štručke, da tega sem bolj manjšega vzela, zarežem, da so približno enak debeli, da se enak cajt pečejo. Mariniram ali v tamari omaki ali pa v sojini, mislim pač tamari omaka, sojina omaka, potem dodam malo česna, v tem primeru uporabljam česen v prahu, ampak imam ekološki česen v prahu, ki ga dobim pri eni znamki, ali pa uporabljam to domačo vegeto. Pač s tem mariniram, pustim čez noč, potem dam pa to naslednji dan peči v ponev, kar nekaj vode, pa tudi mačkan te omake še zraven, da se potem to razpusti, da se šele na koncu mačkan zapeče oziroma zakaramalizira. In to je pravzaprav vsa umetnost. Potlej pa dodaš pač, kar ti pač paše v teh, ne vem, hot dogih. Jaz imam tlele srno mešanico, ki jo pripravim z gorčico, potem imam kečap, tudi sicer domače pridelave, ampak seveda tudi veganski kečapi, koliko jih lahko kupaš. Pa notri je še nekaj malega belega namaza, kot nek sirni namaz, bolj tak, da pride še malo bolj poln okus. Potem tole namažemo ta namaz in kaj, dodamo lahko še kakšno zelenjavo noter? Zdaj je zelo odvisno, ne. Pozimi strašno dobro paše kislo zelje. Pa še zelo zdravo je. Pa ena zelo zanimiva kombinacija je pa tudi, ker je mene presenetila, kisla repa, pa potem sem dodala še malo veganske zabele. In pride res je to ful dobro okusno, res mislim, prav special,
priporočam, evo, res. Kaj pa recimo, a bi to kakšen otroček, se otroci imajo zelo radi zelje pa repo. A ste dali že kakšen otročku naprobati? Korenčko dok sem prvič že ravno zaradi sosedovega otroka, ker je njegova mama rekla, da otrok korenja po grlu ne bo spravil. Je pa res, ne, to je dosti začinjeno in tukaj se niti ne vidi, ne, konec koncev, razen če bi bil zelo pozoren. Pa v trgu dol, ne, to na marinado. Pa recimo na sadini se mogoče malo vidi, da je korenje, ampak itak s tisto omako in vsem skupaj mu je dobro šlo, no in tako vesela mami, ne, v bistvu, ne. Dobro, ne, daj zdravo, ne, kolikor je tega korenja še potlej zdravega, ampak recimo počasi se mi zdi, da potem, če enkrat nekako začneš tudi z začinjenimi, bez začinjene zelenjavo pripravljati, se lahko tudi potem s časoma okusi spremenijo. No, mimogrede, vsi tisti, ki seveda bi se radi lotili kakšnega hujšanja, poglejte si na naši spletni strani, vitkanje bo kmalu aktualno, tako da www.klepetobkavi.si za vse informacije. Poleg tega pa gremo tudi, naša ekipa gre tako kot vsako leto na Iš in naj povem, da bo posebnost v tem, da restauracija, ki je tam na voljo, torej hrana je izključno in samo vegetarijanska in tudi vsi tisti, ki do sedaj niso bili recimo vegetariani, pa so šli z nami, so rekli, da mesa in podobnih seveda izdelkov sploh niso pogrešali. Tako da, evo, mogoče je to začetek nečesa novega za vse tiste, ki razmišljate v bistvu šele o tem, ali bi se lotili vegetarijanstva recimo za začetek ali ne. Ne pejte na Iš, pa sprobajte, pa da vidite, če preživite. Jaz verjamem, vsi so preživeli, tako da verjamem, da boste tudi vi. Jasmina, midve pa nadaljujeva. Torej, zdaj imava kruh, tole imava, kako zdaj? Tako, zdaj, a jaz tole lahko kako sestavim, ne bo najbolj pametno. Zdaj, tole sem pač doma pripravila. Super, domača omaksa. Uporabljam peki papir, ki je primeren za kompostiranje, to se mi zdi tudi dosti pomemben vidik, v bistvu na splošno tudi recimo biorazgradljive rokavičke in tako naprej. Se mi zdi, da na okolje moramo tudi majčkeno pomerkati na konec koncev. Mislim, ker tole je zelo pohvalno. Rahlo predaleč vse skupaj. Namažem kar izdatno, zato ker vsaj jaz imam recimo precej rada te zenfaste okuse oziroma gorčične okuse. Pa vsa umetnost pa še je, seveda pa pač tole čudno zgledajoče se korenje v kot en čevapčič zgleda, recimo. In to je ta dok, recimo, korenčko dok. Zdaj, kot sem rekla, še boljš bi bilo, recimo, če bi imeli kakšno zelje ali pa kaj takega, recimo, zdaj pač v tem zimskem času, polet pa, naprimer, paradižniki, paprika, pa tako naprej, se tle pa, mislim, polet pa sploh zmagamo, se mi zdi, tle pa sploh ni nobenih posebnosti. Tako da sem tele tri, se tole še nafilala, tele na polno, potlej bova pa dalje. Kruh, ki morajo biti topli, no, drugačni topli. Se mi zdi, da to pa res mora biti, no. No, medtem, ko seveda vi tole sestavljate, naša ekipa bo z veseljem seveda tudi to poskusila, če boste dovolila, če nas je vse domov odnesla. In Minca kuha je že pripravila prvo luštno zadevco, torej korenčko dok. Ne, in seveda, ker jaz nimam izkušenj, nisem veganka in res ne poznam teh okusov, pa sem v naše goste povabila ekspertko, torej veganko, ki nas vse druge osvešča že kar nekaj časa in moram reči, da tudi zaradi nje marsikdo pomisli na to, da pišoka veganstvo pa le ni tako slaba zadeva in zato bo danes seveda preverila, koliko dober je tale korenčkov dok. Neja, torej naša urednica prihaja, zelo je vesela, da lahko končno nekaj veganskega poskusi. Neja, izvoli. Seveda, primem. Aha, Neja vedno hrano najprej povoha, očitno je to ena veganska taktika, da v bistvu se bolj občutaš vse skupaj. Meni je to tudi ful všeč, recimo, da se povoha, no. Ful je dober. Ne sem res, pač sploh ne veš, da tole je v bistvu korenje. Te spominja na kaj, recimo? Bliže mikrofon. Sem pač na običen hot dog, ki ga pač nisem nikoli jedla v bistvu. Ampak tako na kakšen, te pripravki različni veganski, ko so, no. Pa če pogledaš z finančnega vidika, naprimer, da kupuješ te veganske klobasice pa tako naprej, v bistvu je cena kar hudičo draga, tlele par 4 korenčki, pa majčken kruhka pa res ni hud zalogaj, ne. Neja. Tale namaz mi je dober. No, evo, vidiš. Hvala sem presamo. Neja, hvala lepa, kar izvoli, lahko poješ, kar pejt. Hvala lepa, pejt v miru, poješ. Kaj mikrofon lahko tudi vzameš s sabo, ker ga itak ne rabimo. Tako, Neja je torej navdušena in zdaj že šprinta tjale v režijo, da bo v miru pojedla, nekakle se veste, pred kamerami, le ni to tako prijetno, ne. Jasmina, vi pravite tudi sicer, torej imate različne delavnice, predvidevam, da so to veganske delavnice in da s tem v bistvu približate vegansko kuho laikom.
ki nimaš toliko pojma, ali kako je s tem? Kdo prihaja k vam? Delavnica je predvsem naravnana tako, da tudi gledamo z vidika, seveda absolutno veganska, ne? Ampak da gledamo tudi z vidika ekološkega. Se pravi, da uporabljamo moke, olja iz miroljubnih kmetij, to sem že povedala o tem. To so kmetije, ki ne škropijo in ne gnojijo, vsako škropivo nosi informacije o smrti. Pregledujejo polja pred žetvijo, tako da ni žrtev in tako naprej. Ne? Zdaj seveda kakšne, mislim, ne, čim manj težav, da je, a ne, tako. Pregledujejo tudi, mislim, da celo en teden prej, pa potem še vsako noč ali nekaj takega pač, da živali spravijo v neke take žive meje, ker imajo narejene prostore, kamor se živali lahko zatečejo. Pred žetvijo in med žetvijo. To je velik del tudi teh delavnic, da ljudem sploh povemo, da to sploh obstaja. Da obstajajo kmetije, ki delajo po principu, kolikor narava da. In se pravi, da prvič seveda je ekološko, je okusno, okusi so precej močnejši, kot pa recimo bi bili mi na splošno tako vajeni in meni je fantastično, no. Potem delavnice delujejo tudi v prid temu, da delamo na tem, da so stvari čim bolj za kompostiranje, da je čim manj odpadkov in tako naprej. Veliko osveščanja, Jasmina, ne? Velik del, recimo tudi, naprimer, ena stvar, ki pa tudi meni je bila zelo zanimiva, ne, recimo alufolija, ne, sicer vemo, da ni to neka zdrava zadeva, ampak alufolije imamo na svetu zdaj že toliko, da jo ne bi rabili več proizvajati. Je pa ena od stvari, ki se jo najlažje in najbolj reciklira. In se uporabi samo, se uporabi 95% manj vseh energetskih virov za reciklažo, kot pa za pridelavo nove. Tako da recimo so podjetja, ki so k temu pač zavezana in delavnice delujejo v tej smeri. Zdajle bo tudi recimo bojo tudi krofi, ne, seveda je normalno, da bojo krofi, pa tudi brezglutenski krofi. Drugače pa... Zdaj pa gremo midve iz krofov na tole sladičko. Dejva, Jasmina, kako torej se lotimo priprave ene take luštne veganske korenčkove torte? Brezglutenske? Ja, ker je z ajdo, ja. 2 posode, v eno posodo naribamo korenje, pokapamo z limono, dodamo, jaz zelo rada dodam vaniljo, no, ker mi je res paše. Ljuba. Potem še mogoče kakšno jabolko, se pravi, imamo v eni posodici imamo zadeve, ki so kao sveže, tako, ja. Pa dodam še tekočino, zdaj lahko damo vodo, tam okrog 2 deci pa pol, bližje za tale majhen pekač, ali pa jaz tlele uporabljam sojino mleko, no, zato ker sem fan sojinega mleka, čisto iskreno povedano. V drugi posodi pa zmešamo suhe sestavine, to je pa ajdova moka, mleti mandlji. V receptu imamo, kar sem postavila, imamo orehe, pa zdaj sem imela pač mandlje doma. In to bi pa potle, sladkam pa ne s sladkorjem, ampak sladkam vedno z rožičevo moko. Zaradi tega, ker naredi zelo močen sladek okus, pa tudi malo okusa teh orehov in tako naprej. Kaj pa je to na vrhu gor? Vse zamešaš, speče se kar dolg cajt, se sta nekla, ki je zelo sočna. 50 minut, ne? Ja, tlele gor čez je pa sojni jogurt. Lahko bi dali pa ali jabolčno čežano, ali mogoče karkoli čokoladnega. Se pravi, opcije ogromno. Torta se tudi zelo lepo prereže sicer, recimo, da bi jo lahko tudi filali vmes, ne. Da bi jo če bi bila višja, recimo večja delana, ne bi jo komu tudi recimo prerezali, pa pač še na tak način nafilali. Kaj bi pa lahko nota dalo filo, recimo? Spet, najbolj se mi zdi, da paše pri teh zadevah, no, s korenčkovih tortom, tako nekaj z jogurtom. Ali pa kot sama čežana. Probala sem že recimo z jagodami, pa se ni dobro skupaj obnesla, meni pač ni pasal, no. Je šlo pa dobro pa naprimer z malinami pa meto. Ja. Zelo dobro. A lahko jaz to malo poskusam, Jasmina? Izvolite. Dovolite? Ja. Meja, prid. Ja, veš, da moraš prijati, jaz bom sam povedala, mi dobro ni, ampak jaz se ne spoznam na to. Meja, prid. Jaz sem res zelo sladokusen človek. In tole je res dober. Prej ste rekla, da ima marsikdo občutek, da je surovo, ampak jaz nimam tega občutka. Ja, mislim, mogoče zelo sočna je pektin, ne, pektin dela svoje, ne. Zdaj pač pri pektinu je zadeva taka, kot pač je, ne. Pa brez cukra je. Bilo dobro. Ja. Tako je sočno, no. Se mi zdi res je. Sočno je, ja. Pa zelo poln okus. Je pa pomembno, da se korenje nariba na zelo
drobno. Čist na uno, ne? Ja, tako. Hvala, Neja. Hvala, Neja. Ne, vse pohvali. Zdaj ne vem, tako skromna ni, ne, naša Neja ni skromna. To pomeni, Jasmina, to je ena velika pohvala seveda za vas, ne? Hvala. Če to tale naša veganka reče, pol je zihar dober. Ja, zelo na drobno ste rekla, ne, treba... Ja. Ravno zato, da se ne čuti mogoče, ne? Pa tudi zaradi tega se fajn razpusti, no. Ti, ki z limono pol preliješ, se začne že proces tega sproščanja vsega skupaj, pa potem med peko sam pektin, ki se temperaturno začne obdelovati in potem pač pride malo bolj... Jaz vedno naribam, če te drobno, no. Jasmina, najlepša hvala za tele vaše modrosti, kuharske. Verjamem, da bo marsikdo seveda z veseljem izkoristil in se loti tudi sam kakšne priprave, torej korenčko doga ali pa čudovite korenčkove torte. Mimogrede, na spletni strani klepetobkavi.si najdete vse recepte in tudi na našem YouTube kanalu prav vse pretekle oddaje, ki ste jih morda bog ne daj zamudili. Tako da, če je bila tudi tale naša ena izmed njih, potem hitro poklikite, pa seveda najdete celoten postopek priprave. Hvala.